Legenda pravi, da se vsaka dobra zgodba začne na letališču. Tako je, presenetili smo Očeta, ne? Eno štalo imamo oč, veš. Vse najboljše pa hvala ti za vse. Jaz znam, greš v Le Mans pa v Pariz. Kože to? Oč Primož ni več vedel in ga peljamo s sabo v Pariz. Zdaj mu povej, da je za doskica, da gre lockdown. Slavimo dobre ljudi, slavimo zgodne jutro, spili smo, zdaj gremo na letal v Pariz. Spremljajte, pogledajte, dogajalo se bo. Ure je 8, preletela so v Pariz, postajem še sebe, da ne samo mene gleda, kva sem pa zdaj. Ne, da smo čisto redni. V redu. Hajde gremo, Igor, to se snima, prosim, ne se zabavati v vrsto, zdaj le bomo rom-pom-pom. Pa to je noro. Animatorka, animiraj me. Rešnica je sto te posnetke. Kot sem naročila, Nič ne delaš. Kako ga ponavadi, se sem direktor. A ti kaj delaš, direktor? No, vidiš, tam neki montirajo ene filme. To je del. A te se z golimi rokami postavil, ne pa na računalnikih neki. Lepotni španček. No, to dela pa marketing. Ali se snema, ali pa počiva. A je to kakšen red? AI specialist, tuji marketing, nič ne dela, jaz sem ena, spet se organiziram tole. Za vse sem sam. Organizacija, akomodacija, reorganizacija, validacija, kombinacija, zgodba. Evo nas. Dober tek. Ja, poglejte ga. Maušniki. Ja, presenečenje je uspelo, ne? Namen se Rad Kamenjak, Paris Saint-Germain. Že dolgo smo kaj novega pripravili v Slovenijo, zdaj imamo pa tole. Tole je pa zgodba. Panorama. Staro nama. Po Rafalu, otroci. A ti ta avto na kaj spominja, Mark? Ja, pa nam bom povedal. Kaj mora ostati skrit? Luka, daj mi najprej povej, kaj je bila fora z očetom. Da smo ga vzeli s Ja, sabo. mislim, da tega še nismo povedali. Ne, najprej to, da mi veliko pomaga, velikrat mi rad odnese, če tako rečem. Pa še rojsten dan imel in mu že par let nisem nič takega specialnega kupil in se mi zdelo, to bi pa lahko bilo. In pa je fora, gremo gledati tale Le Défilé Renault in še Turbo 5, ki je tudi ono časih imel in se mi zdi to ena taka lepa stvar. Zdaj smo pa kje pred Renaultovim na Champs-Élysées, to je atelje Renault, kjer imajo noter različne stvari, različne tematike, tako da nisem še bil, gremo pogledat. Zdaj smo naredili turo, sprejela nas je ena taka luštna gospodična in nam predstavila cel ta prostor in kaj je point tega prostora. Zdaj pa gremo midva še en krog skupaj z Luko, da vam to vse lepo povzameva, če sva se kaj naučila, če sva si Koliko smo si zapomnili, Ja, ne? tako. V glavnem, prostor je od leta 1910, tukaj je imel Renault svojo prvo prodajalno, svoj prvi shop. Zakaj je bil tukaj? Ker je imel blizu tovarno, če sem jaz prav razumel, ne? To je neka imenitna ulica v Parizu, če sem jaz prav Mislim, da razumel. je to najbolj znamenita ulica v Parizu. Aha, sploh najbolj. Tako. Eiffel stolp je nedaleč stran, tako da že potem sklepam, da je najbrž Imenitna. Ja, tako. Champs-Élysées. Druga stvar je ta, da Renault je bil tukaj ta prvi na tej ulici in prej nam je rekel, da je tudi ta zadnji, ki je tukaj vstal. Vmes je bil tukaj tudi Peugeot, pa neki drugi brendi, ampak ja, več kot 100 let so, oziroma 110 let so oni tukaj. Kar je pa mene presenetilo, je pa ta njihov koncept. Tukaj se da avto kupiti, ampak oni si ne želijo, da ti avto kupaš, ampak da je to gathering place, da je to prostor Da za pač- druženje, da prideš sem, da preživiš tukaj svoj prosti čas. Hanga s frendi, lahko ješ, piješ, Igraš igrice, arkadne igre, ročni Noro, fuzbal, noro, kupaš noro. merch, zelo lepe stvari imajo. kar mal na drugačen način začutiš znamko. No, ni samo, da res kupaš avto, ampak čutiš, kaj hočeš s tem povedati. Tako da ne vem, meni je top. Jaz sem tudi dobil kakšno idejo za na Brezovca. Priznam iskreno, tudi to je bil nek namen tega obiska, ok, valjda Turbo 5, da jo pogledamo, jutri še uživo. Ampak ja, ta čak žmoh, tako jaz ne vem, kako naj temu rečem. No? To, kar ti hočeš zmer dati nekaj več, Tako. je tle zelo velik več, kot kar v Ja, Sloveniji. ja. Je pa tale Turbo 5 koncept, a ne? Ta je konceptna, se pravi, mislim, da je to samo školka, ni noter, ni Karkoli, nič. ja. Jutri v Le Mansu bomo videli pa Ta pravo in se lahko- zaresno, lahko se bo noter sedel, lahko nema, se bomo lahko kaj pelali ali ne, to nisem ziher, ampak tudi da se noter sedemo, da čutimo avto, da ga vidimo. Sej že ta je huda, ampak jaz bi rad videl, kako to izgleda, kako to Uživo. izgleda v živo, no. Si zraven, pa nisi, ne. Jaz bi se še malo sedel noter. C'est Paris sans toi. Je prends mon mal en patience. Wow.
Cigor se je razjezil, je rekel, zdaj pa dosti, tedaj bo točal ven potegnil in lej to. Karte, pijača, nidrni. Fant je zloril. Je rekel, da je mačka gonil 3 dni, da zdaj se pa ne hecamo več. 7 evrov gor, 8 pa dol. Enjoy your stay in Paris. Thank you very much. Pa Toyota hibrid, Ni vse v Lambo tole vkali. Ja, Primož, presenečenje je uspelo, povej mi, če si zamislil, da bo tak vikend. Nisem si mislil, pa tudi če zdaj mi ni čist jasen, tako da po mojem tam tork sreda bo to prišlo za mano. Plane sem imel jaz čisto drugačne. Odpeljam na letališče, kupam en Red Bull za domov in sendviček pojem. In piči potem domov, pa hiter na motor, ne. Zdaj pa tle sred pola, pa sred. In ženo na rt kamenjak. In ženo na rtek kamenjak in zdaj imam jaz rtek kamenjak. Luka, kam si naj to popeljal oziroma naslo? Če se obrnemo, ne? Meni se to zdi en dvorec od enega dediča v Angliji, ne vem. Ne, to je pa čisto hudo. Sam sebe sem presenetil, iskreno. Meni rečete, jaz nočem iti na dirkališče, pa mislim, da nobeno navdušenika mora na dirkališče. Poglejte te nasmeške. Konce sem barikadiral, Nina je konc. Bomo tukaj, ne? Lačna, gremo jaz. Prav so bance, tretja, sekoja, le to, sekoja. Izdi sekoja 3? Le to, kaj smo imamo? Sequoia tree. Jaz sem mislil, da si se hecal, da je... Pogled za južno, no, kje imamo mi tele papare. Bonjour. Hvala za družbo, hvala za udeležbo. Čaka nas en lep dan, Turbo 5 je pred vrati, tako da to je to, na zdravje, živeli. Čin. Dobrodošli and welcome to the Renault stand. Dobili smo goodie bage, lepe, fine kapce Turbo 5. Dobili smo tele VIP accesse, se pravi imamo in za dirkališče in za pedok. Zdaj gremo na šatel, upam, da je unle Renault boost, da je to naš šatel. Zdi se mi, da se kar, no to bo publika povedala, ampak zdi se mi, da se tako stopnjuje tempo. Sam ti ga stopnjuješ. A jaz ga? Dobro, moj ADHD in nore glava. Jaz sem moj prijatelj Marko. Kam smo prišli, Luka? Nahajamo se kje? V 24 ur Le Mana. Daj, ti govori, kako se počutiš, meni je... Ja, jaz nisem še bil na enem tacem avtomobilskem eventu in vidite, da smo na enem takem petrolhead prazniku, ali kako bi rekel, se ne znam niti Noro, daj obrnemo, kaj je to folk? bom pokazal, ni panike. Trenutno pa se nahajava pred Renaultovim Hospitality trakom. Tako, noter imamo malo za pit, malo za pregrizen, tudi simulator, konc koncev, ampak naj tle zanima nekaj drugega. Luka, daj mi mogoče ti več povej, ker smo se prej pogovarjali z glavnim dizajnerjem. Ja, glavni dizajner, šef oblikovanja, inženir. To je neka nova era za Renault, nova osnova za avto, ki se bodo razvijali naprej. Tudi ta dizajner je rekel, da je prav vesel, da se lahko lotil tega projekta, da so revival, obudili Staro, legendarno, ki je vozil Jean Ragnoti med drugim. In je rekel, da ima prav veselje v studiu biti risati. Ne vem, noro, no vidiš, da so z enim passionom delali ta avto. In tudi to se čuti, ne, zato ker saj pravim, jaz sem se prej že noter usedel, presežen kurja polt, me je držala 20 minut, čeprav je avto elektrik, ne vem, saj tudi tipo je avto, ima eno dušo, jaz ne znam to opisati, no. Ima neko persono in mislim, da bo obračal poglede na cesti. Zdaj ne vem, kako se še pele, to bomo, upam, da kmalu probali, a ne, Luka? Lobiramo tamle noter par tetah iz Renaulta, da aprila nekje nam bodo omogočali. Čakamo nestrpno ta dan. Skozi smo nestrpni, za čem nismo zadovoljni? Jaz bi da reč, daj malo pokaž linije. Ne vem, recimo že sprednjem blatniku, ki je poširjen, ta agresiven dizajn, odbijač spredi, zadnji, meni se zadnji začne drugače. Bolenca od avta. Daj to linijo, zdaj pa sam skočva. Besedala malo golfala, pecam. Sorry. Pa glej zdaj to linijo. Yes. Bolj še ne bi mogel narisati, po mojem. Tudi tega se ne brano drugače, ne? Drugič kurja povc. Skoči. Zdaj pa gremo noter, no? Tukaj se pa začne pa druga. Zdaj bom pa jaz tebe, s tem, ker sem bil že 6krat v avtu. Ja, prva stvar, ki opazimo, koliko placa
v bistvu, koliko je tole široko. Ja, a si delal kaj jogo, da boš noč zlezel? Ne, se bo treba upisati. Poglej to, kako se moram jaz tegniti. Ova, Luka je danes že doskrat izpostavil in ne smem pozabiti. Genialno, ročno. Dejo. To samo potegneš pa spustiš, Mark. To sem potegneš, pa spustiš. Jaz nisem še ta avto sploh pelil. In to bo serijsko, Luka. To je serijsko, to je prav en tak DNA tega avta. Aha, Avto predstavljamo ima več teh različnih modov, ne, drive modov. Ja, imamo eco mode, ne, to se spušča, ampak imamo komfort, imamo sport, plus drift, da ga malo pošrek vržeš, ne. Če res je igračka, go-kart, ki se usedeš, no to čutiš. Ful bi bil vesel, če bi ga zdaj probal, pa bi lahko kaj več povedal, ampak prvi vtis je zelo pozitiven. V glavnem, povedala so čist vse, Ja? no, niso čist vse, ampak zdaj gremo pa ohladiti naša Greta srca. razgreta grla. Svoje. Nina me je vprašala prej, kdo je pil. Ja, nisem. Pila na trompeto, kar se ne boj. Ti smo testi in se vpraša, če lahko en krog zapeljamo do hrane. Jaz sem rekel, kam greš, pa je rekel, ne vem, sem rekel, super, pa gremo pa s tabo. In je rekel, okej. In rekel, ok. In zdaj smo, Ne vemo, kam gremo. in zdaj smo temu, flower power, tle, kaj že. Še Đolca pa je to. To je pa zgodba, fante moji. Jaz bom pa danes tole spustil. Smo, gremo. Opa! Jezus Kristus. Aha, ne smeš grist, sam pogoltneš. Svinjarija. Primož bo? Daj še eno porcijo. Jaz se kle ustavam, A ne? jaz sem svoje naredila. Tu imate. Vece, a vis. To ima pa res pravno Po morju, čist po Ja, morju. ja. Naslednji dan smo imeli ob zajtrku res veličasten pogled na parkirišče naše nastanitve. Preden smo vse pojedli, jih je sicer nekaj že šlo, ampak vseeno sem si od bližje pogledal kar nekaj biserov, večinoma Ferrarijev. Med njimi Ferrari 348 TB, pa Ferrari 458 Speciale, pa na drugi strani še eden Speciale, poleg njega pa Berlinetta F355. Tole je bil po vsej verjetnosti Ferrari 456 GT in pa še eden sodobnejših Ferrarijev 296 GTB. Škoda, ker nisem ujel še ostalih, ampak že skupna vrednost teh, ki sem jih posnel, je bila okoli 2 milijona evrov. Dva ročka zat, lej to. Koliko je ta, no? Kaj malo dihate, var dal, vidiš? Aha, lej, ničken, ja. Se ne vem, o čem sedimo, kaj je to spaček? Spaček, ja. Zdaj bo garancija potekla drug teden. Tako da zdaj moramo mečkam se še malo popelati, ker sedeži so pa taki, da ne veš, Ja, a je obnovljen? sedež, ni sedež. To je obnovljen, pa mehko drgač. Je čisto lahko, ja. Pa zato, da imamo boljši pospešek, smo brez strehe, da smo malo lažji. Kak se vadlala odpre? O, dober, si me rešil, vidiš? Sem videl, smo nerodna. Drugi dan na dirkališču smo začeli v pravem ameriškem stilu. Najprej smo se sprehodili čez bokse, kjer so bili parkirani NASCAR dirkalniki, pripravljeni na svojo naslednjo rundo na stezi. Nedaleč stran od njih je bilo parkirani tudi en kup ameriških muscle carjev, od klasičnih ameriških legend do bolj modernih in predelanih različic. V bistvu kamorkoli si pogledal, se je našlo nekaj zanimivega. Perfect, so beautiful, thank you. Brutalni motorji, nori detajli in avtomobili, ki jih pri nas ne vidiš na vsakem koraku. No. Po ogledu smo se odpravili ob stezo, poslušali grmenje motorjev in uživali v pravi dirkaški atmosferi. Ça me changeait de la Daytona et des voitures. Jaz mislim, da se te zabaja, sploh ne ve, kaj govori. Evo ga, Pleško Experience. Kdo je rekel, da ni stavil, moj? Ja, Ker smo majster prvi, ko nas bo dobro stresel. zmontiral nas bo. Hey, this is my office. O, Mbappé. Mbappé. Lačni. Pa not pa nič. En kup kartona. Luka je dobro delen. Pojte, ker moramo dan nesti, tako da bomo dali, tam le vidimo enega fanta.
Ajde. Bomo dali kar njemu. Dajmo. Dobro delo narejeno. Tako. Zdaj pa dober tek. Za nekatere se potovanje zaključuje, za naj se pa pravzaprav še zares začenja. Ne? Gledaj, da ne bo delo neumnosti. Si mi slišal? Popotovanje po Franciji se zaključuje, ostala sva sama z Luko in ostale postala domov, ko smo se skregali. Ja. Ostali niso tako čvrsti, kot mi da so se šele ogrela. Luli. S tabo bi žula šla, luri. Ja, sva v Parizu na letališču in zdaj bo letelo v Frankfurt. Iz Frankfurta gremo v Špajo dolino, ne v Špajer. Kuhat bavete na Ahohen Camp in tole je najna N2. Naveta, tale bus sva čakala in zdaj greva gor. Lepo no vrata zdaj. Frankfurt je prevelik. Najbrž niste pričakovali, da bo naslednji kader tak. Ne, niso šla po dežju, ampak čez cel frankfurtski letališki terminal, ne vem kaj, kako se to reče. To je bil zame prvi maraton, ki sem ga fuhal. To z drugim pa skupaj. Avion iz Pariza je imel malenkost zamude. Malenkost, kar konkretnih 45 ure. No, in ko so prišla dol iz aviona, sem imela koliko 12 minut do odhoda vlaka po urniku. Vprašala sem tam tako enega tega porterčka, koliko je in rekel, pol ure imata do train station. In sem rekla, fakt nemogoče. Šprint s kufri, s torbami. So ujela connection train za... Jaz sem stopil noter, je že zapir snel nogo vmes, da je še Mark skočil, ki je bil 20 metrov za mano. Gas je kazal 7 minut, vmes pogledal, je imel vlak 7 minut zamude in letiva peron 5, sploh ne vem kako sva ga najdla, stopila na vlak, zdaj sem v first class, čeprav ga nisem plačala. No, koliko za nama se je zamudil, da ne bodo rekli, da jaz pretiravam koliko sekund. Ki je connection ali tole na koncu? Connection Ti sem si dal nogo stopil vmes. in si dal nogo vmes in rekel, Mark, prid. Ampak nismo sploh vedela, ali je ta prav vlak ali ni. Ti si sam nekaj pogledal na Ko hiter. sva bila že gor, ko se so vrata že zaprla, ko so štartala, sva Smo še pogledala. gledali, a je ta Je prav ta ali ni. prav. Sej, če ne bi pa, a grejo na robe ali pa tle ostanejo isti čas. Če vlak ne bi imel zamude, najprej pisal 6 minut, pol je bilo 7. Če ne bi imel 7 minut zamude, mi da ne bi tega ujela in bi lepo bila brezdomca danes. Kva se stiskala na Kva klopci. se je stiskala. Dobro, da mi dva treniramo, da sva sposobna odlaufati frankfurtski maraton. Ne? Da sva čvrsta. Da sva čvrsta. Bolje one pack kot six pack. Glavnem. Druga nadstropje, soba 17. Po Napornem maratonu na frankfurtskem letališču. Še vse ni, da ni o pol enih so prekrevstvali do hotela, tu špana, zjutraj vstati. Misliš, da so kakšne brisače, se ni brisač več. Zajtrka ni ene vode, ni v tem hotelu. A odprl, brat. Ker sem malenko, zdaj da čekino pričakam sam. Zgoraj, brez. Tako da imaš v tem hotelu gremo. To je recepcija, sem njim regijal, čak sem oblekel. Pa to je najbolj. Jaz sem že spal, gremo. Tako je, kad eno v štacionu, na enih busih, pa pogledaj, da ga bo zungu, to je prav glavna tematika, klele, v tem hotelu. Mislim, po celem dnevu sem se želel samo ležati. Majhe mi salto nazaj bi naredil čez oko, sam da ravno tle spat. Pa to sem gledal, zanimiva tekstura, kako so to dosegli, pa sem pogruntil, da so kar čez tapete pobarvali. Guten Morgen, guten Tag. Kaj pa delamo mi zdaj kle, nasred Nemčije? Zdaj grem po en vinograd, ampak za razliko od ponad ne gremo pit. Ja, zdaj pa mislim, da je že skrivnost razkrita Ahohen Camp. Predstavitev nove linije 2027 in premjerno bomo jih odpeljali jutri v Slovenijo. Tako da prvi road trip se začne čez natanko 14 ur. Hi, nice to meet you. Why should people travel to Slovenia? A bit help me, please. There are too many reasons. It's the smallest country that has it all. From the seaside to the mountains, the beautiful scenery. We have the vineyards. What else? We have it all. Lake. Ne vem, kaj je bil zadnji kader, ki sem ga posnel za vlog, ampak ja, včeraj smo imeli neko predavanje in druženje, slash dobro, s koristnim na nekem zelo lepem placu, kot da bi rekel nam Goriška Brda. Dobro smo jedli, dobro smo pili. Danes je pa že naslednji dan, ki pa je prišel v bistvu dan, ko bojo pod Pleško tu prevzeli prva dva
kemperja. En malo večji. Ne, to bomo samo malo sneak peek dali. Zdaj poglej, takole fino, luštan, lepo. Te tole ven potegneš posla za 3. Pa še tle se neki spušča, Tole ne? dol. Čiza sledice, čisto hudo. To je to nov master, pol cele, ne, imamo pa enega tazga perfektnega, po mojem. Za par, za dva, ker sta še malo bolj avanturistična, za kakšne bolj oske ulice pa te fore. Kaj huda barva je. Barva je nora, avtomatik, leti ročka, dun, kaj pretep na audiju. Tako da noč to lahko skočiš noter, pa še tle na hit pogledaš. Je noč tablice imamo, preizkušnje so gor. Zdaj pa čas. Gas pred Sloveniji, nima okej. Smo kar dosti doživeli zdaj za ta vlog. Presežem, da se povem, da sem domače hrane pa post. A ne? Ja. Ne, ta je pa tudi hud. Ja. Naj se pleško experience začne. To je noro, stari. Mi ravno prišli do Ljubljane.